Kaj pomeni takšen dogodek, kot je Noč raziskovalcev za Univerzo na Primorskem? V prvi vrsti možnost promocije v prostoru, v katerem živimo. V drugi pa pravzaprav tisto vedno potrebno medijsko pozornost, ki bi jo pravzaprav znanost morala več čas imeti v družbi. Se vam zdi, da je znanost v prostoru Slovenije in širše zapostavljena? Problem je, da se zapostavljamo sami. Konec koncev naša naloga mora biti, da svoje rezultate, in ne zgolj rezultate, predvsem pa pomen dela predstavljamo javnosti. In to bi v prihodnje tudi moral biti sestavni del raziskovalnega dela. Mislite, da je država Slovenija do znanosti preveč mačehovska? Težko bi našli področje v Sloveniji, kjer bi udeleženci bili danes zadovoljni. Ampak znotraj znanosti obstaja tisto nekaj entuziazma, ki nas pravzaprav žene naprej in tega nam noben odnos, ne države, ne mednarodne skupnosti ne more vzeti. Kot vidite, imamo kar ogromno obiskovalcev, imamo danes najavljenih kar 400 otrok z različnih osnovnih šol, tudi srednjih šol, tako da mislim, da so kar zadovoljni. Pripravili smo jim različne postaje, kjer lahko spoznajo poklic znanstvenika in naš pedagoških učiteljev, ki delamo tukaj na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem. Ja, namen tega dne je, da predstavimo obiskovalcem, tako otrokom kot odraslim, pa tudi starejšim zainteresiranim, da se seznanijo s tem, z čim se raziskovalci v njihovem okolju ukvarjamo. Povej, kako se ti je zdela Noč raziskovalcev? Dobro. Kaj ste počeli? Kaj ste se naučili? Smo gledali, kako je biti nona. Pa smo razvrstali hrano. Bi rada postala raziskovalka tudi ti? Ja. Zdela se mi je zelo pametno in inovativen dogodek. V redu se mi je zdelo in tako. Počeli smo pod mikroskopom gledali različne celice in tako pod lupo, naprimer list papirja, svojo roko. In potem smo še smo gledali za kalorično vrednost različnih živil in tako malo o dietetiki in hrani. Imaš tudi ti slučajno ambicijo postati raziskovalec? Ja, od nekdaj me že zanima, naprimer bolj tako znanost kot tipo fizika in tako. In imam neko ambicijo za to, predvsem zaradi teh National Geographic in Discovery. Meni je bilo zelo zanimivo, sem se veliko naučila in tudi zabavno je. Predstavljamo različne izdelke, pri katerih se uporabljajo računalniki in nekako smo ga poklicali vse prisotno računalništvo, čeprav to ni ravno vse prisotno računalništvo, je bolj kako uporabljamo lahko računalnike v ne vsakdanjih trenutkih in na ne vsakdanje načine. Kako ste zadovoljni z obiskom? Precej smo zadovoljni z obiskom. Danes je bilo že tukaj veliko otrok in tudi odrasle zanima, kaj počnemo in vsi smo navdušeni, to je važno. Ja, zelo sem se imel rad. Pač meni je tle zelo zanimivo, eksperimenti, kako smo zakurili les, v glavnem zanimivo je. Imate namen postati tudi vi raziskovalci? Mogoče. Bolj ne, jaz bi si želel biti nogometaš. Ja, organizacija je zelo dobra. Delavnice še nisem se udeležila, vseh tiste, ki sem se pa udeležila, so mi bile zanimive, ljudje so potem mi dobro razložili, kar sem jih vprašala, kar me je zanimalo, tako da ja. Ja, lepo pozdravljeni. Naš današnji dogodek v okviru Noči raziskovalcev bo usmerjen predvsem v begunce.
Veste, ta problematika ni toliko laka, ker je to, glede na to ljudi, ki se resnično doživljajo zelo hude trenutke. Tu so ljudi med njimi, intelektualci med njimi, delavci. Tu so ljudi, niso pobegli zaradi sociala, pobegli so zaradi smrti. Moj prispevek je pa tle, da sem dejansko prikazal z novimi mediji in z novimi tehnologijami, kako lahko razgradimo in dekodificiramo na nek način, na novo poustvarimo pristop do nekega dela, do branja teh del.